Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, tokratna oddaja Župan za vas nekoliko drugače. Zaradi vseh ukrepov povezanih z koronavirusom smo opravili tale pogovor z županom Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandrom Jevškom, na zunanji površini. Nenazadnje, za nami je Slovenska ulica, ki je v teh dneh dobila skoraj da svojo končno podobo. Pa vendar, prva tema, dr. Aleksandr Jevšek, župan, je seveda pandemija, epidemija, kakorkoli že rečemo, slaba epidemiološka slika v vsej Sloveniji, v Murski Soboti. Kako je v vaši občini? Ja, tako je. To je tema številka ena, žal, ampak zdravje nam je, ne glede na investicije, katere izvajamo, na prvem mestu, in razmere v zvezi z epidemijo nas skrbijo. Zaradi tega tudi odgovorno pristopamo tako z ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19, kako tudi z ukrepi, s katerimi pomagamo občankam in občanom, ki zaradi različnih omejitev, katerih smo deležni, potrebujejo pomoč. V Mestni občini Murska Sobota smo se že pred uradno razglasitvijo epidemije sestali v štabu civilne zaščite in se skupaj z deležniki, ki so več ali manj ranljivejši od ostalih, dogovorili, kako bomo ukrepali v primeru, da pride do tega, do česar je žal prišlo. To so bile osnovne šole, domi starejših in tako dalje. In seveda ob razglasitvi epidemije smo tudi bolje pripravljeni aktivirali štab civilne zaščite in tudi aktivirali načrt, ki smo ga po prvem valu posodobili in posodobili s tem, da smo uvedli še dodatne ukrepe v primerjavi z tistimi v spomladanskem delu. V primerjavi z prvim valom epidemije je žal Murska Sobota bolj okužena kot v spomladanskem delu in zaradi tega izvajamo tudi veliko ukrepov. Kot rečeno, je pa posebnost tega drugega vala to, da je okužba razpršena po različnih starostnih skupinah, različnih okoljih, kjer ljudje bivajo in živijo, tako da so tudi ukrepi za omejevanje prilagojeni temu. Mi smo seveda skupaj z humanitarnimi organizacijami, Karitas, potem Eho podpornica, Rdeči križ Slovenije, pripravili in se dogovorili, da bomo izvajali pomoč na domu tistim, ki so pomoči potrebni, na ta način, da nihče ne bo ostal sam. In organizirano imamo tako stalno dosegljivo telefonsko številko, ki je objavljena na naših spletnih straneh, objavljena tudi v Soboških novinah, in tudi humanitarne organizacije imajo dežurne telefonske številke, tako da tisti, ki so pomoči potrebni v smislu dostave hrane, oblačil ali kakih drugih uslug, naj pokličejo. In še enkrat ponavljam, nihče ne bo ostal v tej težki situaciji sam. Mi bomo poskrbeli za to, da bomo pomagali. K tej naši aktivnosti se je zopet z velikim številom prostovoljcev priključil Klub prekmurskih študentov, za kar se jim še posebej zahvaljujemo. Mladi, ki so sedaj žal zopet doma, študentje, so pripravljeni pomagati in seznam prostovoljcev je popoln, tako da nam jih ne bo zmanjkalo. Seveda, drugo področje, ki ga občine tudi po uredbi vlade moramo in smo ga že uredile, je varstvo otrok v vrtcih. Skupaj z vrtci, ki delujejo na območju Mestne občine Murska Sobota, tako vrtec kot javni zavod, kot največji javni zavod, vrtec Laura in pa Voldorski vrtec, smo se dogovorili, da bo v vrtcu Murska Sobota organizirana dežurna enota, v kateri bodo lahko tisti starši, ki resnično nujno potrebujejo in neodložljivo ne morejo poskrbeti za varstvo svojih otrok, to lahko storili s pomočjo našega javnega zavoda. 9 takih otrok trenutno je v vrtcu,
9 staršev se je odločilo za to obliko varstva. Žal je vrtec Lavra zaradi okužbe zaprt, Valdorski vrtec pa mislim, da čuva sedaj trenutno 2 otroka. V glavnem, za to je poskrbljeno. Poskrbeli smo pa tudi za rezervne lokacije. V primeru, da bi prišlo do potrebe, da v inštitucijah, kot so dom starejših, socialno-varstveni zavod in tako dalje, pride do take okužbe, da bo potrebno vzpostavljati rdeče cone in da bodo potrebovali dodatne prostore za namestitev svojih varovancev. Imamo pripravljen načrt in skupaj z domom starejših in tudi z vzgojno-varstvenim zavodi smo dogovorjeni, kako bomo ravnali takrat, če bo do tega prišlo. V kontaktu smo tudi z soboško bolnišnico, kjer, kot veste, prav tako primanjkuje prostora. Borijo se za to, da seveda zagotavljajo primerne prostore za COVID bolnike in za najnujnejše posege v bolnišnici. In z njimi smo prav tako dogovorjeni, da se v primeru, da bo potreba po dodatnih prostorih, te prostore zagotovi s pomočjo mestne občine Murska Sobota. Žal moram sporočiti, da je tudi v mestni občini Murska Sobota prišlo do okužb. 9 oseb je po zadnjih podatkih okuženih. Mi smo že pred cirka enim tednom v okviru svojih preventivnih ukrepov prenehali z neposrednimi stiki z občani in prišli na elektronsko poslovanje preko telefona oziroma preko pisanj. In sedaj se je to pokazalo, da smo ravnali prav. Namreč naše sodelavke in sodelavci so vsakodnevno v stikih z občani in tisti, ki so okuženi, se nahajajo sedaj v bolniškem staležu. Organizirali smo tudi delo od doma, za najnujnejše delo na oddelkih pa je poskrbljeno. Torej, celotni ukrepi se v primerjavi z spomladanskim delom razlikujejo po tem, da, kar se mi zdi zelo prav in na kar sem jaz opozarjal tudi že spomladi, da državne institucije, kot so šole, vrtci in pa omejitve gibanja v prostoru med občinami in med regijami ureja država. To je bilo že takrat zapisano v državnem načrtu, vendar se ni izvajalo. S tem je seveda nekoliko lažje županjem in županom, ker v spomladanskem delu ravno zaradi tega, ker se ni poznalo tega napisanega, se je včasih prehitevalo z posameznimi ukrepi v posameznih občinah. Seveda nismo pozabili tudi na gospodarstvo. Gospodarstvo, predvsem storitvena dejavnost, se v tem trenutku nahaja v zopet zelo težkem položaju. Zaradi tega smo v mestni občini ponovno izvedli in izvajamo ukrepe, da jim pomagamo. Tako ne bomo zaračunavali najemnine za prostore, ki so v lasti mestne občine in zunanje površine, ki se ne uporabljajo. Prav tako bomo, vkolikor bo to dogovorjeno z obrtno zbornico Murska Sobota, šli v ponovni razpis za pomoč tistim najbolj prizadetim zasebnikom in podjetnikom. Kar se tiče plačila nadomestila uporabe stavbnega zemljišča, naj zopet spomnim, da je možno plačilo na obroke oziroma v skladu z zakonom, ki predvideva, da oseba, ki je dolžnik, skupaj z FURS-om uredi to, ker že sedanja zakonodaja omogoča, dokolikor je nezmožnost plačila nadomestila, da se to uredi po drugačni poti. Z mestnimi občinami v Sloveniji smo pred 3 dnevi imeli videokonferenco, v katerih smo se dogovorili za skupne in usklajene ukrepe. Tako da ne bo nobena občina prehitevala druge z posameznimi ukrepi in do tega trenutka seveda tudi ni potrebe, da se ne bi zaračunavala parkirnina, kajti javni prevoz teče po poletnem voznem redu. Prav tako ni nobene potrebe pomagati tam, trenutno še, tam, kjer pomaga podjetjem država za svojimi ukrepi, kajti zdi se mi, da morajo biti tudi ukrepi občin sorazmerni in usklajeni z tistimi, ki jih pripravlja država.
Toliko o tej temi, seveda, ki je okupirala pravzaprav ne samo deželo ob Muri, Slovenijo in pa praktično vso Evropo, ves svet, pa vendarle ne bova šla mimo investicij, dogodkov, to je tista lepša plat, seveda dogajanja v mestni občini Murska Sobota. Gre za skorajda dokončen izgled Slovenske ulice, ki je tukaj za nama, z zasaditvijo dreves, še nekaj malenkosti in tudi vaša obljuba, da bo v letu dni, oktobra se je lansko leto pričela prenova, da bo v letu dni Slovenska v novi podobi, se izpolnjuje. To ni bila moja obljuba, to je to, kar je zapisano v pogodbi o izvajanju in seveda lahko že rečem z zadovoljstvom, da bodo izvajalci in podizvajalci pogodbene obveznosti izpolnili. Pogodba je do 6. decembra, do takrat morajo biti dela zaključena. In na tem mestu bi upozoril, da bomo v naslednjem tednu izvršili popolno zaporo krožišča pred restauracijo Zvezda zaradi rekonstrukcije tudi krožišča, preplastitve tega krožišča in pa seveda tudi zamenjave nekaterih elementov v samem krožišču, ki bo potem dobilo celotni izgled, tako kot seveda se glede na veliko investicijo tudi pričakuje. V fazi realizacije imamo tudi še eno zelo veliko investicijo v mestu, to je rekonstrukcija Kroške ulice. Sedaj je v tisti fazi, ko je najbolj razrita, ampak počasi se začenjajo pripravljati tereni za vzpostavitev kolesarske poti in pločnika na obeh straneh ulice, prav tako zasaditve drevoreda na obeh straneh ulice. In veselim se trenutka, ko bova se lahko na Kroški ulici pogovarjala nekje v januarju, februarju, tako kot se sedaj tukaj, ko bo rekla, počasi gredo dela proti koncu. Ne smemo pa pozabiti seveda krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti so pomemben člen našega skupnega bivanja in zaradi tega jim namenjamo posebno pozornost. Jaz sem pred 14 dnevi zaključil en krog obiskov vseh krajevnih skupnosti, kjer sem se in mestnih četrti, kjer sem se pogovarjal z predsedniki krajevnih skupnosti o tistih investicijah, ki jih bomo izvedli še v letošnjem letu, bodisi da smo jih že začeli, bodisi da jih bomo začeli, in pa tistih, ki jih bomo dali v proračun za leto 2021. Namreč proračun 2021 počasi že dobiva svojo grobo obliko. Približno imamo znane podatke, koliko denarja bo na razpolago in prizadevali si bomo, da bo proračun razvojno naravnan, tako kot je ta leta 2020, da bo omogočal razvoj regije, razvoj mesta, razvoj občine in s tem boljšo kakovost življenja naših občank in občanov. Takole v tem času še kako pride v prid in v dobro tudi akcija Prostofer, se pravi prostovoljci, ki upravljajo usluge prevozov in morda za konec, potem bližajo se prazniki, pred nami je dan reformacije, ki je za Prekmurje še posebej pomemben oziroma Prekmurje je bilo v tem gibanju seveda osrednje, tudi danes evangeličanska cerkev nekako ima domicil v Prekmurju, pa seveda spomin na naše pokojne, vse bo seveda omejeno in ob tem se verjetno tudi nekako dostojno opozorilo vendarle občankam in občanom, naj tudi v teh prazničnih dneh kar se da spoštujejo predpise, ukrepe in pa navodila. Ja, Prostofer, če začneva tam, kjer ste vi začeli, je projekt, s katerim smo se v mestni občini pridružili 40 občinam v Sloveniji. Gre za to, da na telefonski številki 080 10 10 občani, ki potrebujejo pomoč, kar se tiče prevoza v bolnico, v zdravstveni dom, v trgovino in ne morejo seveda uporabljati javnega prevoza zaradi različnih razlogov, pokliče na to številko. Tam se bodo javili operaterji, ki koordinirajo termine prevozov in se bodo dogovorili za to, kdaj bo prostovoljec, šofer z vozilom prišel po njih. Ta usluga je brezplačna za uporabnike. Mestna občina je investirala nekaj denarja v najem električnega vozila. Prostovoljci šoferji, ki so se pa prijavili na našo zaprosilo, na naš poziv, pa izvaja izjemno plemenito dejavnost, ne samo v smislu šoferja, ampak tudi pomoči tistim, ki so pomoči potrebni. Mi bomo sedaj spremljali, kaj se bo dogajalo z
uporabo te nove pridobitve seveda rabimo nekaj časa in bomo širili avtopark in tudi število prostovoljcev, vkolikor bo to potrebno, ker se mi zdi, da je ta akcija in ta projekt izjemno dober. Zdaj, glede različnih praznikov, ki so nekako, lahko rečem, odleteli mimo nas, tudi dan spomina, to je stari občinski praznik, in še kak, seveda se spominjamo tudi dneva reformacije. To je tudi dan, ki je, kot sami pravite, izjemno pomemben v našem prostoru in prav je, da se ga spomnimo, da ste ga izpostavili, pa tudi dan spomina na mrtve. Prilagojena so naša ravnanja nastalim razmeram, čustva pa ne. Čustvujemo pa vsi in moramo čustvovati in spoštovati te praznike, se zavedati njihovega pomena in se mi zdi, da smo to tudi za svojimi obvestili za javnost naredili v mestni občini. Primerno. Tako bomo tudi primerno obeležili dan spomina na mrtve. V četrtek bomo v zelo okrnjenem sestavu položili vence in se poklonili tistim, ki so zaslužili za to, da imamo svobodo, ki so si nam z življenji, svojimi življenji priborili svobodo in to kaže ponovno na to, da praznik in pa ta dan ne bo šel kar tako mimo. Bi pa seveda na koncu najnega pogovora rad opozoril in prosil praktično ter pozval občanke in občane, da se resnično skupaj držimo in upoštevamo navodila stroke za omejevanje in preprečevanje širitve COVID-19. Ne glede na to, kaj si sami včasih mislimo o kakem ukrepu, zaupajmo stroki, zaupamo tem ukrepom in se jih držimo, ker edino tako bomo praktično lahko, jaz upam, da čim prej zopet v živo skupaj, brez mask, tukaj na Slovenski ali pa še kje drugje, na tradicionalnih praznovanjih, druženjih. Treba je optimistično gledati, kajti veliko težkih preizkušenj smo že dali skozi, Slovenci, Prekmurci, Sobočanci in tudi tole bomo premagali.